Nogometaši Celja so doma pričakali ekipo Gorice. Gosti še vedno bojujejo za obstanek, še vedno imajo nekaj minimalnih možnosti, medtem ko Celjani že v Evropi, med tednom pa so izgubili v pokalnem finalu proti ekipi Kopra. Koprčani so zmagali in Celjani so ostali zdesetkani brez številnih nogometašev. Tole je prva akcija, streljal je Vetrih nekoliko mimo gola, potem pa že 14. minuta in gol za gostujoče nogometaše, podaja pred vrata, na pravem mestu pa je bil Johnson, ki je zadel za prednost Gorice 0:1. Najvišje je skočil Marshall Johnson in zatresel mrežo Celja za prednost gostov. Prva akcija tudi Celjanov, tokrat je poskušal Jeslinek nekaj metrov, nekaj centimetrov mimo desne vratnice vratarja Gorice. Nova akcija za domače nogometaše, podaja pred vrata in Lendrić je stresel vratnico, to je bila najlepša celjska priložnost prvega polčasa. Še napad Primorcev, tokrat je pa podaji široka poskušal Đuzdanović, na pravem mestu Jurhar, ki je tokrat branil celjska vrata. Dober strel Bajdeta, nekoliko previsoko in še enkrat v počasnem posnetku, močno, ampak nekoliko premalo natančno. Ob koncu prvega polčasa pa priložnost za Elekija, ki je zatresel mrežo, tole je bil gol za 0:2. Poskušal je Đuzdanović, odbito žogo pa je v mrežo pospravil Eleke in povišal prednost ekipe iz Gorice. Drugi polčas in najprej priložnost za goste. Poskušal je Johnson, nekaj težav za Jurharja, ki je žogo vendarle zadržal v svojem naročju. Nato priložnost za Sanija, ki je prišel do svoje priložnosti, bil je sam pred vrati, ampak nekoliko premalo natančno meril. Nov napad za Goričane je sledil na drugi strani, to je bila izjemno lepa kombinacija in na koncu prekršek. Obležal je Dejan Žigon, prekršek je storil Klemenčič in glavni sodnik je pokazal na 11-metrovko. Prekršek nad igralcem Gorice po strelu Johnsona. Je bil to sam pred vrati, je bil Žigon in 11-metrovko je uspešno izvedel Amadej Vetrih, ki je žogo poslal eno vratarja pa v drugo stran in povišal prednost Goričanov na 0:3. Veselje Vetriha v slogu Cristiana Ronalda na koncu za visoko prednost Gorice, ki je do konca tudi zdržala. Kot zadnji pa je poskušal še Sani, nekoliko nenavadno, z ogromne razdalje z glavo, ampak žoga je končala nekoliko previsoko in tekma se je končala. Zdesetkani Celjani na koncu niso bili kos Goričanom, ki so zmagali z visokih 3:0. Ja, mi smo nekako šli v srečanje še z igralci, ki so preostali. Imamo, rekel, en velik spisek poškodovanih igralcev, rekel, tudi predvsem načetih. In smo dali priložnost mlajšim igralcem, nekako tudi mladincem, nenazadnje je bila to zelo mlada ekipa, tako rekel, mešana. Sigurno je kakovostna razlika, mi, tako ste sami videli, mi nimamo dveh ekip, imamo nekako skozi vso sezono je bilo nekje 10-11 nosilcev. Danes so dali priložnost tudi vsi ostali. Gorica je kvalitetna ekipa, absolutno. In smo bili danes, bom rekel, v takšni zasedbi brez nekih večjih možnosti. Ja, moram reči, da smo danes spet odigrali zelo dobro tekmo. Prvi polčas na zelo visokem nivoju in tudi ritem igre je bil visok. Dobro nam je šla žoga in smo prihajali lepo v priložnosti. Drugi polčas malo bolj, smo imeli malo težav, ampak smo v bistvu nekako nevtralizirali napade Celjanov, tako da niso bili prav dosti nevarni.